Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Naprej zastava slave, na boj junaška kri. Tako je danes na Facebooku odstavljeni poveljnik sil Slovenske vojske Miha Škrbinc čestital njenim pripadnikom in pripadnicam za praznik. Spomnimo, ministru Erjavcu in načelnici generalštaba ni bilo všeč, kaj je Škrbinc govoril, in ko vojaška tajna služba ni mogla ugotoviti, da je to res govoril, sta ga preprosto odstavila. Naj razume, kdor more. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Iran, Sova, Mariborsko sodišče. Kaj imajo skupnega pranje iranskega denarja v NLB, Sova in mariborska sodnika, ki hodita na shode socialnih demokratov? Zakaj se vse bolj porajajo dvomi v pošteno in zakonito delovanje represivnega aparata v Sloveniji, bomo vprašali dva eminentna gosta. Poslanca državnega zbora, dr. Anžeta Logarja in državnega svetnika Franca Kanglerja. Dobrodošla. Večer. Dobro večer. Evo, ne vem, če veste, no ti Anže veš, ampak za tebe, Franc, pa ne vem, če veš, danes ni samo dan Slovenske vojske, ampak ima Anže Logar tudi rojstni dan. No, tako da vse najboljše, Anže. Evo, ja. Pa še ena obletnica je danes, namreč 15. maja 1993 je Janez Janša postal predsednik danes Slovenske demokratske stranke. Evo, no, pa še njemu čestitamo. Ta 15. maj je res, bi rekel, obeležen s številnimi prazniki. No, glede na to, da ima rojstni dan, predlagam, da začneva midva z Anžetom. Anže, ti si prejšnji teden, mislim, da na Twitterju objavil in tudi kasneje v celoti odgovor, ki si ga prejel na poslansko vprašanje strani policije, glede ugotovitev o delu policije praktično glede tiste afere, ne, s pranjem iranskega denarja v NLB, in v tem odgovoru je policija kar ene stvari, tako bi rekel, prostodušno priznala. Nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, zdaj pri preiskavi pranja denarja v Novi Ljubljanski banki, torej zadevi Farrokh, smo mi takrat prišli na sled neustreznemu ali pa, bi rekel, nezakonitemu delu policije, torej organov pregona. In po pregledu vseh dokumentov smo ugotovili, da policija ni opravila svojega dela. Zdaj, takrat smo naleteli na veliko kritik na delo preiskovalne komisije, češ, da nimamo dovolj informacij in da ne ocenjujemo ustrezno. Ampak ravno ta odgovor, ta zadnji odgovor policije na moje poslansko vprašanje je pokazal, da smo to, kar smo takrat ugotovili, v bistvu dejansko pravilno ugotovili in da je razlog, zakaj ta afera ni dobila epiloga, najprej ni dobila pravočasnega epiloga, niti ni dobila epiloga ravno v tem, da policija ni opravila svojega dela. Ja. Za mene je to, v bistvu, jaz sem žalosten, da se je potrdilo to, kar smo govorili, ampak zdaj je črno na belem to, da organi pregona ne opravljajo svojega dela. Sej, predlagam, da zdaj pokažemo, mi imamo ta izsek, tudi lahko pokažemo pač gledalcem, zakaj je točno tukaj šlo, ne? Aha, ok, to ne bo to prava fotografija, tem bomo malo kasneje govorili v oddaji. Mogoče je pa povezano. Najdemo to pravo, bomo tudi povezave iskali, evo, ta pa bo to prava, ja. Skratka, ne vem, koliko se sicer pač gledalci to vidijo, no, ampak policija je v bistvu tukaj prostodušno priznala, da so bili pač sumi v tistih naznanitah, tistih informacijah, ki so jih imeli na kaznivo dejanje, in potem policisti niso odreagirali, kot bi skladno s pravili svoje službe in zakonom dejansko morali. Franc, ti si tudi neke vrste insider, ne? Bil si policist, bil si član te preiskovalne komisije za nadzor obveščevalnih služb v državnem zboru, ko si bil poslanec. Kako ti te stvari komentiraš? Kako recimo policija to vrstne prijave obravnava? Ali se to z neko resnostjo obravnava, ali je to bolj z levo roko? Kako je dejansko stanje? Veste, v tistem času, ko smo mi nadzirali policijo, parlamentarni nadzor, gospod Jerovšek, Moge, Kangler in ostali, se takšne stvari niso dogajale. Vseeno so imeli neki strah pred parlamentarno komisijo. Glede na okoličine, glede na informacije, s katerimi pač razpolagamo v tem konkretni zadevi, pa mislim, da bi morale leteti glave, vendar tiste glave niso letele, bili so vsi v tej in drugih zadevah nagrajeni
in se na nek način iz službe v službo operativno pokrivajo, tako da jaz sem vesel, da je to parlamentarni preiskovalni komisiji uspelo ugotoviti takšne zlorabe pooblastil. To gre za zlorabo. Veste, če nekdo v skladu z zakonom po ZKP-u, predvsem pa pooblaščena uradna oseba, ne stori vsega, kar more, sama kazensko odgovarja. Me pa res zanima, kako in na kakšen način bo specializirano državno tožilstvo to obravnavalo. Do danes smo lahko priča, da preganjajo kurjatate ali pa take, ki ni omembe vredno. Tukaj pa je šlo za milijardo. Verjetno se spomnite tudi mojega 38 let starega traktorja, ki je bil bolj pomemben kot ta milijarda. Se je vsa Slovenija pogovarjala o tvojem traktorju. Ampak to je bil plastični primer, zato ker je to Kanglerjev traktor. Saj, če bi bil ta traktor od katerega drugega župana, bi verjetno ta traktor bil mogoče tudi lažje razumemo, kaj je traktor, ker milijarda je res veliko denarja. Ta traktor je vreden 4.000, 5.000 evrov po katalogu. Da pa ti nekdo milijardo opere, verjetno pa jaz sem pripričan, da je bil direktor Sove poklican tako na ameriško stran kot evropsko. Jaz sem pripričan, da se je direktor Sove moral v zvezi s tem zagovarjati, ali pa so celo morali posredovati kakšne podatke, kjer je izmed tujih služb. Ta zgodba ne bo končala samo v Sloveniji. A misliš, da se je moral zagovarjati, ali bi celo lahko rekli, da je težko verjeti, da bi tudi tuje službe spregledale recimo milijardo tega spornega denarja v največji slovenski banki? Jaz se bolj to sprašujem, če ni šlo že od vsega začetka za kakšen tihi dogovor. Kaj ti praviš? Ja, veste, jaz bi rekel, glede na to, da vsa telekomunikacija in to leti preko Frankfurta, in če je Frankfurt preveč obremenjen, leti preko Zagreba, da niti niso rabile tuje obveščevalne službe naših spraševati, da so imeli vse napladno. Tako kot danes imajo skoraj ves notranji promet v telekomunikacijah, vso elektronsko pošto v Frankfurtu na strežniku. Se pravi, ni problem, ni treba kaj dosti sprašati. Anže, kaj ti pričakuješ zdaj, da bojo kakšni nadaljni koraki? Zdaj Francija je že omenil, da bi se moralo vključiti specializirano državno tožilstvo po uradni dolžnosti preganjati neka kazniva dejanja, ki jih je v bistvu tako rekoč policija itak v tem odgovoru že sama priznala in bi verjetno sama morala zdaj naznaniti te osebe, ki so bile takrat odgovorne. Sej specializirano državno tožilstvo se je potem vključilo, Kar tu boli je, da se lahko taka zgodba zgodi, da je v taki zgodbi obveščen predsednik vlade tedajni, gospod Pahor, pa se stran gleda na vse kriplje, niti ne prebere posebnih obvestil Sove. Potem so obveščeni vsi organi pregona, pa zadevo založijo v neko mapo, kjer jo potem nihče ne pregleduje. In se na nek način upa, da je zgodba zaprta in da nihče ne bo spregledal. Ko se preko preiskovalne komisije zadeva odpre, ko se ugotovijo te nepravilnosti, pa potem policija po 10 letih sicer to prizna, ampak tudi neženirano pove, zgodilo se je in treba razumeti, so bili drugi časi ali kako. In kar je v tem problem, mislim, da bi, tukaj se strinjam, v vsakem primeru morali leteti glave, recimo tisti predstojnik oddelka za gospodarsko kriminaliteto, Dušan Florjančič, če se prav spomnim, je še vedno v svoji službi, celo prijavljal se je za novega direktorja NPU-ja. Gospod Šefic je še leto nazaj zatrjeval, bivši državni sekretar, da je policija ravnala skladno s predpisi. In vsi v tej zgodbi so vse skozi trdili, da je bilo vse po predpisih. Zdaj pa se pravi, na licu mesta gotovimo, da se je kršilo zakon o kazenskem postopku, da je bil utemeljen sum, da se ni izpeljevala naprej in da so kršili tudi interno pravne podlage. Skratka, vse je bilo narobe in tisti, ki so bili pri tem poslu pregledovanja oziroma ki si bili odgovorni za to, ki jih mi plačujemo za to, da nekaj naredili, pa niso nič naredili, bi po moje po neki normalni logiki morali
naj se posloviti od svojega delovnega mesta. In če tega policija ne naredi, bi to morala zahtevati minister za notranje zadeve, in če minister za notranje zadeve tega ne zahteva, bi to moral narediti predsednik vlade. Ker jaz imam na nek način počas dost, da v tej državi se lahko vse dogaja, se ugotovi celo kršitve, imamo ime in priimek, ki je kršil, pa ostaja v strukturi, kot da se ni nič zgodilo. Ja. Poglejte, Franci, o tem je bila obveščena KPK. Takrat je bil gospod Klemenčič predsednik. On je trdil, da to ni res. In potem je on zrotiral na ministra za pravosodje. Se pravi, je KPK s svojimi ljudmi imel pokrit. Pravosodje je imel s svojimi ljudmi pokrit. Gospod Logar pravi ministrstvo za notranje zadeve. Gospod Šefic je bil drugi človek Sove. To gre, Sova je prestreljena z bivšimi agenti SDV Jugoslavije in tudi nekatere strukturne službe, ki bi morale raziskovati takšne primere, so prestreljeni z agenti SDV Jugoslavije. Če bi se to v Ameriki zgodilo, veste, kako bi Amerikanci to rešili? FBI bi vse pobral, Ja. jih dal v pripor, vse zapečato in sodni postopek bi bil v 3 mesecih končan. Gotovo. In verjetno, glede na ameriško zakonodajo, ker gre za milijardo pranega denarja, ker verjetno je nekdo samo iz milijarde pokasiral 100 ali pa 200 milijonov provizij, po moji domnevi so se te provizije delile med temi akterji, bi v Ameriki dobili po 30 ali pa 40 let zapora. Pri nam pa so nagrajeni z boljšimi službami, z zaščito. Nekateri imajo celo diplomatske potne liste, zato da so zaščiteni pred zakonom in pred vsemi ostalimi. A bi po vašem mnenju, če bi takrat policija odreagirala, vladajoča politika potem lahko ustavila vse in te postopke, pogledala stran? Verjetno bistveno težje, če sploh, ne? Je bistveno težje. Sej ravno ta sosledje vseh dogodkov, recimo, ko je Urad za preprečevanje pranja denarja zbiral informacije iz tujih služb, so recimo namesto 780 milijonov napisali 780 tisoč. Slučaj, neverjetno slučaj. Ja. Potem se je ustavilo na policiji, potem se je ustavilo pri predsedniku vlade in tako naprej. Skratka, vsi so držali glavo v pesku in če bi nekje zadeva dobila zagon, bi se to zgodilo tako, da bi morda se komu kaj zgodilo ali pa bi verjetno res mogli nekaj narediti. Samo, če informacija o tem ne bi prišla v javnost, takrat v tistem času bi verjetno zelo uspešno zadevo zaprli. Ne pa samo upozorim na eno zadevo, zdaj ne vem, če ste spremljali, da je ravno v tem tednu so stavili nek kombi na avtocesti, ki je bil imel 1,8 milijonov evrov gotovine. Preko sistema Faroh, preko teh transferov denarja iranskega v Novo Ljubljansko banko in naprej, recimo, je bil takih primerov nešteto. Ena oseba na Madžarskem je dobila na račun v enem letu 2,2 milijona evrov in jih lepo dvigovala v kešu s kovčkom. In to nekatere celo na bankomatih. Glejte, toliko denarja se je v fizični obliki, torej v denarnih bankovcih iz tega posla prelilo. Ja, ne vem, kje so končali, verjetno je bil kdo zainteresiran, da se zadevi ne pride do dna. Ampak to je zaskrbljujoče, v bistvu, da ti, ko greš, recimo navaden človek, ko gre na bančno okence, rabi osebni dokument, vse je treba podpisati, beležijo se, dnevne transakcije nad neko določeno vsoto, ki je 100.000-krat nižja od milijarde, Recimo evrov v tem primeru pa nikomor se ni zdelo to sumljivo. Saj poglejte, če greš danes na pošto plačati položnico, če ni več osebne, pa če greš za 50 ali 100 evrov, ne moreš plačati položnice. Pa kje mi živimo? Mi te poštne uslužbence bremenimo z neko dodatno administracijo, Slovencem več ne zaupamo, niti ne za 100 evrov, niti več za 50 evrov ali pa 200 evrov. Na drugi strani pa zraven gledajo uslužbenci Ljubljanske banke, kjer Miki Miška obrača 1 milijardo denarja, brez naslova, brez pravih podatkov, neka izmišljena imena. A je mogoče reševal potni list tega gospoda, ki je bil britanski državljan? Nihče me ne bo prepričal, da zato vse službe niso vedele. Ali so imeli interes, da to spremljajo, potem naj to
na zaprti seji poslancem povejo. Povejo, Poslanci ja. imajo pravico to vedeti. To je res. Lahko bi povedali. In če gre za državno skrivnost ali za večjo zgodbo, Bi tudi potem povedali lahko. naj to na primeren način povejo, Ja. ne pa da po domače povedano nekoga farbajo v tej Sloveniji, tam bremenijo državljane za 50 ali pa 100 evrov, da ne bi kdo svojega levega ali pa desnega žepa napačnega plačal položnico, rabiš osebno. Tukaj pa pred našimi očmi, lahko rečem, sponzoriramo tiste, ki ogrožajo našo varnost vsakodnevno. No, Prav. ampak jaz bi Si samo oprosti, opozoril, Anže, boš opozoril po oglasih, se upravičujem, si moramo vzeti krajši premor. Nadaljujemo po oglasih s komentiranjem pranja iranskega denarja v NLB in povezav med Sovo in mariborskim sodiščem. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Anže Logar in Franc Kangler, pogovarjamo pa se o pranju iranskega denarja v NLB. Zdaj v drugem delu oddaje pa se bomo pogovarjali tudi, kako se je Sova upletala v postopke zoper Franca Kanglerja in zakaj mu sodijo sodniki, ki so tesno povezani s strankami tranzicijske levice na oblasti. Anže, pred oglasi sem te prekinil, si hotel še na eno stvar opozoriti. Izvoli. Ja, hotel sem opozoriti, da v tem primeru recimo nismo prišli na sum temu, da bi nekdo si postavil ptičjo hišico ali pa kupil star traktor, ampak na to, da je sum proliferacije, financiranja terorizma, pranja denarja, najhujše oblike mednarodne kriminalitete in izogibanja embarga, financiranja ali pa finančnega poslovanja z neko državo. Skratka, gre za najvišji možni državni kriminal, ki se lahko dogaja. In to za sabo poleče tudi potem to sliko, ki jo dobijo državljani, da se nekoga za pašteto obsodi, ko je pa vključena politika ali pa te visoke sfere, pa kar naenkrat zmanjka volje, želje in česarkoli, da se zadevam pride do dna. To je že tako rekoč lahko državni terorizem, ne? Lahko bi še na kakšen seznam prišel držav, ki podpirajo terorizem. Če tudi je bil dopuščen s tem, ko se je gledalo stran, bi lahko rekli, da je to vključenost v nek državni terorizem. Ampak še na nekaj opozorim. V tem tednu, mislim, da ravno včeraj sem prebral, da je direktorica policije za svojega novega šefa NPU izbrala Darka Muženiča. To je direktorja Urada za poročevanje. Direktorica policije ali svetovalec premierja za nacionalno varnost? Vprašanje, ne? Ja, no. To se ne bi želel spuščati, no. Ampak jaz predlagam, no, preden pride do tega uradnega imenovanja, da naj se vrne na primer Farrokh. In da je kje vključen ta gospod? In da naj si pridobi magnetogram tudi seje državnega zbora, zaprte seje državnega zbora, ko smo sprejemali to poročilo. Pa ima to pravico, oprosti? Seveda, da ima to pravico. Seveda, da ima to pravico. Kaj ti sprašujem se, če lahko nekdo, ki tujim uradom za preprečevanje pranja denarja je lagal oziroma ni odgovoril na to, kar so bili vprašani, oziroma je posredoval napačne informacije, lahko postane šef NPU-ja. To je zanimivo vprašanje, to si dobro vprašanje. To sploh več ni vprašanje, to je dejstvo Slovenije, ker je bil nagrajen. Tako kot v mojem primeru vsi policaji, tožilci, sodniki so bili nagrajeni z napredovanjem. Če gremo zdaj na tvoj primer, Franc, ne? Zdaj, jaz moram reči, tudi osebno, pa verjetno gledalke, gledalci smo v šoku že, ko spremljamo to tvojo odisejado, 22 procesov, vseh izideš na koncu kot zmagovalec, ne, po hudih tiradah. Zdaj pa bo državni svet celo glasoval, da državni zbor ustanovi preiskovalno komisijo, ki bo preiskala, kako se je Sova, se pravi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, upletala v te procese proti tebi. To pa je že skoraj nad vsemi šoki, ne? To si še Hitchcock ne bi mogel zmisliti. Zakaj v bistvu gre? Glejte, komisija za državno ureditev v državnem svetu je sprejela predlog, da se ustanovi preiskovalna komisija v zadevi Franc Kangler in drugi glede zlorab policije in drugih organov. In mislim, da tako prozorno in plastično z vsemi dokazi, ki so zbrani,
gre za politično odgovornost nekaterih politikov, ki so posredno ali pa neposredno vpleteni v moj proces. A se vam zdi to normalno, da nekdo podpiše odredbo, pa ga kasneje vidimo tam na zborovanju politične stranke? Da nekdo podpiše odredbo za pridobitev telefonskih izpisov na podlagi 149.b člena, pa govori, pa reče in trdi, da to ni njegov podpis. A se vam zdi to normalno, da pride 117 kriminalistov za ptičjo hišico? Ja. Ampak, gledajte, zgodbe so pač bile sledeče. Šlo je za medijski linč in ta medijski linč še danes traja. In se vam zdi normalno, da v 8 letih na Mariborskem okrajnem, na Mariborskem okrožnem, na Mariborskem višjem sodišču mi niso dovolili niti ene priče zaslišati. Ne Mogeta, ne Rovška, ne Vogrina, vsem tem času nobene. Niti enega dokaznega predloga. In kot ti reče preiskovalni sodnik Gazvoda Slavko, jaz zmeraj govorim z imeni in priimki, ker niso vsi sodniki isti in enaki. Čuj, ti že naprej povem, ne boš nič rešil v Mariboru. Mogoče na Vrhovnem ali pa mogoče na Ustavnem. Ne se heca, to ti je rekel sodnik. Poglejte, kako je on lahko vedel? Kako bodo sodniki kazenskega oddelka na višjem sodišču odločili? Kako on lahko vedel? Vedel je lahko samo na način, da je to koordiniral. In je bil posredno ali pa neposredno v to vpleten. In da nekdo še danes v Mariboru trdi, kljub temu, da je sodnica v Mariboru, v Murski Soboti, Žirovnika izločila iz procesa, ker je verjela izpovedi Mogeto, Jerovško in Vogrino na podlagi Vrhovnega sodišča, jih je morala zaslišati, izloči sodnika Žirovnika, postane pravnomočen sklep, v Mariboru pa temu nasprotujejo. V Mariboru preiskovalna sodnica Topalovičeva pa noče prav slišati, zakaj gre. Ja. Kljub temu, da je vsakemu popolnemu državljanu jasno, če ga je Kangler 11 let v parlamentu nadziral, če sta sedela samo za isto mizo. Saj Žirovnik vse to prizna. Ampak, ko ste omenili Sovo. Takrat je bil on v Sovi zaposlen. Predtem pa je bil uslužben službe državne varnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije. Naš človek pa že iz prejšnjega sistema. Seveda, ampak gledajte. In februarja je bil gospod Žirovnik zaslišan. 4. februarja pri okrožnem sodišču v Mariboru, preiskovalni sodnici Topalovičeve. In seveda, imel sem na sumu, da nekaj ni izpovedal po resnici. Ja. In meni kapne, tudi po nekem posvetu, da je takšen dokument, ki njega postavlja na laž v parlamentu. In to je bil dokument Sove iz leta 2002, ki je bil javn, bil je napisan 16. septembra leta 2002 na 5 straneh, ker se nam opravičujejo parlamentarcem, ker so na Mariboru tako imenem preprečili stop v nadzor in poslovne enote Sove. Prehiteli so me. Jaz 16.4. Letošnjem letu prosim parlament po 17 letih, prosim, da mi dostavite ta dokument, da ga bom kot dokazni predlog dal v spis na sodišču, da dokažem, da sodnik Žirovnik ne govori resnice, je Sova dala gor pečat, strogo zaupno. So spremenili in so dali tajno. A si vi lahko mislite po 17 letih? 17 let pa ste imel, 17 let ste tudi vi imel dostop do tega dokumenta. Sedaj, ko ga pa jaz potrebujem za dokaz, pa se Sova vmeša. Kaj to pomeni? Kaj pomeni to? Bojim se, da to pomeni, da gospod Žirovnik še je danes aktivn. Da še očitno danes dela za Sovo, kljub temu, da je sodnik. In jaz trdim, da je Mariborsko sodišče prestreljeno z agenti takšnih ali drugačnih služb, bivših ali pa aktualnih. Zdaj bom pa že tebe vprašal. Zdaj, Franc ima to posebno srečo, da so kar vsaj trije sodniki Mariborskega sodišča ga imajo zelo radi v narekovajih. Sodnik Žirovnik, ki je bil zdaj omenjen, je se zelo veselil pač izvolitve gospoda Arsenoviča proti kandidata Franca za župana Maribora. No, sodnika Gazvoda pa Štok, to imamo tudi na fotografiji, sta pa celo sodelovala na predvolilnem shodu socialnih demokratov za evropske volitve,
sta se tudi zelo dobro v bojne barve opremila, kot vidimo. Ne. Zdaj ta spodnji desno z zvezdo je, mislim, da sodnik Gazvoda, oni zgoraj obkroženi zeleno barvo je pa sodnik Štok. Ne. Zdaj, seveda, javnost je na to burno odreagirala, logično. Pojasnila, ki so prišla, ne, sodišča oziroma z njune strani so taka bolj za lase privlečena, da nista vedela, da gre za predvolilni shod in da sta bila tam slučajno in tako naprej. Zdaj, vprašanje zate, Anže, ne. Zdaj, nek navaden človek, ki pride pred, recimo, Mariborsko sodišče, se po vsem tem ne more pričakovati, da bo deležen nekega pravičnega sojenja, ne? No, težava je v reakciji dela politike, pa tudi na koncu koncev dela javnosti oziroma medije na ta razkritja. Ne. Poglejmo, mi smo imeli en dan nazaj razprav, oziroma 2 dni nazaj razprav v Državnem zboru o stanju v pravosodju. Ja. Jaz sem ministrico za pravosodje, kot ministrico, kot funkcionarka vprašal, kako komentira udeležbo dveh sodnikov, en celo podpredsednik sodišča na strankarskem zborovanju. Nisem niti omenil o tem, da ima, ne vem, simbole totalitarizmov na svojih majicah, kar je že tako skregano z pozicijo sodnika, in ni želela tega komentirati. Zdaj, če pravosodna ministrica tega ne želi komentirati, si človek lahko ustvari sliko, povprečen gledalec, da očitno merila za nekatere veljajo, torej če si na našem zborovanju, ko smo v vladi, so merila takšna, če gre pa za nekoga drugega, ne, je pa merila drugačna. Predstavljajte si, da bi ta 2 sodnika bila na zborovanju, ne vem, generacija identitete. Ja. Kakšen halo bi ministrica za pravosodje zganjala? In kako bi sklicovali izredne seje, češ poglejte, kako nestrpni so nekateri sodniki. Sigurno bi se sestal svet za nacionalno varnost, najmanj to. Verjetno bi se sestal tudi svet za nacionalno varnost. In to, kar mene najbolj moti pri slovenski družbi, je ta neenakost oziroma ta dvojna merila. Lejte, za vse mora biti enaka merila. Če se sodnik pojavi na shodu neke stranke, katerekoli stranke, ta sodnik, po mojem, ne more več nepristransko soditi. Spomnimo se, bila je neka poslanka Jasna Murgel v poslanski skupini SMC, ki je napisala tweet: v vmesnem času uredimo še ustavno sodišče, potem pa bo šlo ta zakon, in mislim, da je družinski zakon, čez, ne, pa bomo zmagali. Jaz sem že takrat govoril, da Jasna Murgel ne more biti več sodnica. Danes je sodnica enako na enem oddelku Mariborskega sodišča. Ja. Nikomur se nič ne zgodi in nihče se v bistvu zaradi tega ne pritožuje oziroma ne dvigne glasu. Ministrica za pravosodje bi morala biti prva, ki bi na to opozorila, in če je nekdo celo iz njene stranke, na ta način bi tudi najlepše pokazala, da ima enaka merila za vse. Tako, ja. Ampak jaz bi pa sam še na nekaj pozoril, ker je pa mene, rekel, zgrozilo. Primer, mislim, da posebnih preiskovalnih ukrepov, torej prisluhov, ki ga je obdelovala Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, mislim, da je ravno sodnik Žirovnik tisto zadevo podpisal, kjer so se v postopku, torej ko se je odredba spisala, katerem številkam prisluškovati, to poslalo potem na Telekom, potem se je pa poklicalo iz sodišča nazaj, da naj se vrne odredba, in se je ena številka spremenila in potem spremenjeno številko poslalo novim prisluhom naproti, pa se ni nič zgodilo. A veste, kaj to pomeni? To pomeni, da niti odredba sodnika ne velja nič, ker ti lahko v postopku brez sodnika z nekim XY podpisom spremeniš številko in daš na to številko Ljuša Pertinača, daš gor, ne vem, Franca Kramarja, kogarkoli. Pa ženo, pa Mašo Kocipar, kogarkoli. No, vse v mojem primeru so takšni primeri, ko gospod Logar opozarja, bili. Oni so tam našteli 6 ali 7 številk, ki jih jaz uporabljam. Tudi številko moje žene, ki jo v življenju nikoli nisem uporabljal. Kaj pa njih zanima, kaj se moja žena pogovarja po telefonu. Ja, to je res. In to gre za tipično zlorabo. In prav me zanima, kaj bo sodni svet na to odreagiral. Sodni svet je v zadevi Žirovnik, ko je bil pri gospodu Arsenoviču na zabavi, sprejel stališče, da je gospod Žirovnik s tem, ko je bil tam, kršil etični kodeks, 5. pa 7. člen. In morate misliti, sama
vrhovna sodnica Nina Beteto kot predsednica je to ostro obsodila in sprejela načelno mnenje, da je načet zunanji ogled sodnika. In tukaj, kjer je Gazvoda Slavko za mene podpisal odredbo o hišni preiskavi stanovanjske hiše, stanovanja, vseh avtomobilov, poslovnih prostorov, tudi v zadevi, ki je še danes odprta, Lutkovno gledališče, ravno tu, kjer imamo ta problem. Ja. Po drugi strani pa jaz sem bil v času županovanja župan Slovenske ljudske stranke, pripadal sem tako eni desnici, včasih tudi kritičen, se pa v tem trenutku pojavi na političnem shodu SD-ja, odet v barvah. Tu ne gre za to, da nista vedela. Dobro, poglejte fotografije. Ja. Ne, to je več zadaj so bile zastave SD-ja, balkon je bil prelepljen z SD-om in na drugih fotografijah se tudi vidi, da sta se oba dva sodnika dobro pogostila. Pa se nista neumna, se vidite Tanjo Fajon na sliki zraven. Ja, saj pa Brgleza, pa Soviča, pa ne veze. Ampak sedaj me zanima, ali bo tudi v tem primeru ta etična komisija pri sodnem svetu ta dva sodnika enako obravnavala kot Žirovnika. Kaj to pomeni, Anže, če je ugled sodnika načet? To nam nič kaj dosti ne pomeni. Se mi to vemo, ne? Mi smo to vedeli tisti hip, ko smo videli tistega Žirovnika, ki je žuril tam z Arsenovičem, ampak smo videli ta dva, ki sta žurala Socialnimi demokrati. Ne? To vemo, da imajo sodniki načet ugled. Ampak sistem bi moral take sodnike izločiti, ker te uničujejo ugled sodstva. In če se želimo ugled sodstva, ker je nujno potreben za delovanje vladavine prava v neki parlamentarni demokraciji, pač ukrepi mora biti. Ampak zadeva je še rahlo bolj bizarna. Glejte, sodnik je potem povedal v svojem zagovoru, da ni vedel, da je šel na strankarsko zborovanje, zraven pa povedal, da že 23 let hodi na to strankarsko zborovanje. Ravno 23 let stranka organizira SD ta zborovanja. In ne boste verjeli, ravno pred 23 leti je bil pa v državnem zboru imenovan za sodnika. Ampak poglejte, najbolj bizarni pri tej zgodbi je, da je 23 let hodil na strankarska srečanja. 23 let je že strankarsko opredeljen. V 23 letih sojenja se to nikomur ni zdelo sporno iz vrst SD-ja, saj če ne drugih. Iz vrst SD-ja. In koliko ljudi je procesiral v teh 20 letih, ki so bili iz druge stranke, in koliko, ki so bili iz iste stranke. In zanimivo bi bilo preveriti sodno prakso teh njegovih sodnih odločitev, kar je pa najhuje, je pa tam en odziv sodnega sveta oziroma sodne veje oblasti. 4.5. je bila ta fotografija objavljena, 16.5., torej jutri je seja sodnega sveta in po mojih informacijah ta točka niti še ni na dnevnem redu. Kar je, oprostite, popolnoma nesprejemljivo. Boš dobil besedo, Franc, po oglasih. Si vzamemo še en krajši premor, po katerem se naša dva gosta vrneta z zaključnimi komentarji. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Anže, Franc, kaj je bolj zaskrbljujoče? Ta očitna politična pristranost tako odgovornih oseb ali dejstvo, da se tega niti ne trudijo več skriti? Saj človek ne ve, kaj bi rekel. Očitno so toliko polni samega sebe, da se več sploh ne ozirajo, kdo so, kaj so. Glede na to, da se na ta način pojavljajo v javnosti, čeprav dobro poznajo nekatere sodbe Ustavnega sodišča, nekatere sodbe Vrhovnega sodišča, kaj šele odločitve sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Ampak v tem mojem konkretnem primeru je zanimivo to, da je predsednik Vrhovnega sodišča, gospod Florjančič, bil v lanskem letu 18.8.2014 strani odbora 2015 ravno na to opozorjen na Gazvodo Slavko, na njegove izrečene besede, pa ni odreagiral. Danes je ravno to, kar je odbor 2015 pred letom dni govoril, pokazalo, da so njihove navedbe zaskrbljujoče in resnične. Anže, kaj ti praviš? Jaz pravim, da je dobro, da o tem govorimo,
In na nek način tudi dobro, da se v bistvu sploh ne skrivajo več tega, kako počnejo, ker s tem se potrjuje vse to, kar mi smo že večkrat opozorili. No, ampak hočem reči, veste, takrat, ko se nekdo začne tako oholo obnašati, očitno ima ves kapital in vse vzvode v rokah, potem takrat tudi začne delati napake. Tako da jaz mislim, da je to neka pot, ki kaže, da se bo ta sistem prej ali slej zlomil in mislim, da je treba o tem čim več govoriti. To je en dokaz več, da se počutijo nedotakljive, ker se zgovarjajo na sodniško imuniteto in da niso odgovorni nikomor, pa ni res, če nekdo zavestno krši človekove pravice, vsak sodnik ima ime in priimek. Niso vsi sodniki enaki. Ja, lejte, zdaj se obnašajo tako, kot se je LDS obnašal od leta 2000 do leta 2004, ko je imel tako dober rezultat. Vidim, da vam moramo še kdaj povabiti v oddajo. Žal se nam je čas iztekel. Dr. Anže Logar, Franc Kangler, najboljša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil brutalno iskreni 290. Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali, zakaj Igor Šoltes prevzema Desus in kakšna bo usoda drugega tira po odločitvi Evropske investicijske banke. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.